Zdaj pa pred platnom pozdravljam kar iz zadnje strani sem, se pravi Katja Lenarčič, producentka. Majka Kumarmuč, režija. Nina Cijan, scenaristka. Sara Gergek, montaža. In pa Urban Zorko, direktor fotografije. Hvala ekipi, ki ste prišli v tako velikem številu. Posebej me veseli, da je zraven Sara, ki je Domžalčanka. Če ste bili hodili v letni kino, kakšno 2 leti nazaj ste videli kot tisto punco, ki je platno napenjala in vse podobne stvari. Zdaj bi lepo, da je zmontirala en dokumentarski, no mi so to všeč. Marko, jaz sem po tebi najprej mikrofon. Če imate pa vi kakšno vprašanje, ustrelite, dvignite roko, prekinite nas, tako da če kakšno vprašanje, vas že kar pozivam. Za vprašanje vam namreč eno super nagrado. To je Dimnik. Na Dimniku pa se skriva glasba Gorana Krmaca. Moram reči, da je odlična izbira. Goran je moj najljubši tubist na svetu. Absolutno. Radi ga poslušamo tako v jazzu, kot kjerkoli druge, tako da super glasba. Šoštanski etno, ne? Ja. To je bila ideja, da bi naredili šoštanski etno, ampak v bistvu to zares ne obstaja. Da smo ga mogla, oziroma ga je mogel Goran izumiti in jaz sem dal navodila, da naj bo taka bolj, ne vem, zemeljska, nizka glasba in da naj ima malo tega balkanskega melusa. In on je pač to upošteval in jaz sem nikoli navdušen. Res sem bolj vesel, da smo tudi to izdali na tem ključku. In meni se da podobno to narediti. No in prvi pogumnik bo vprašal, lahko to narediti. Vprašanje. Kar mikrofon, da vas slišiš se zgore. Ja, živijo. Jaz bi pohvalila, meni je bil zelo všeč dokumentarc. Imam pa eno vprašanje za režiserja. Sem opazila, da je bilo kompozicijsko zelo veliko tako, da so bile glave ljudi v spodnji tretjini. Pa me zanima, kako to, da ste se tako odločili. To mogoče, a bo to Urban govoril, ker je on kamero nagnil. Mislim, sicer sem jo nagnil tudi s privoljenjem režiserja, ki se zdaj še nekaj reče. Mislim, to je bilo načrtno, je del koncepta, da smo malo drugače postavili kadre, ker zelo drugače. Tako da je bilo vedno veliko prostora gor nad glavami ali pa nad pokrajino ali pa nad čemerkoli že. Večino časa, ne čez vedno, če gledate. Je pa to neka ideja, da je nekaj nad temi ljudmi. Bolj mogoče je Lahmurč razčlen, ampak tukaj smo pač nekako se dogovorili, da je to kompozicija, ki jo iščemo. Ja, pač ta neka filozofska ideja bila zadnji. Že zelo na začetku, prej smo začeli snemati, da film govori o tem, kaj je večje, kaj nas presega, v tem primeru je to tež, ampak vsi imamo neke stvari, proti katerim se ne moramo zares upirati in kamer smo zato postavljeni na tak način, da nad njimi v bistvu kar bode ta neka velik prostor, ki pač nekako potiska te ljudi navzdol in je zaradi tega film še bolj mogoče temačen celo ali pa. Ja, potem pa se ta prostor zapolni za elektrarno, to je pa ideja, tako je. Kar je meni osebno najbolj presunilo, dvakrat ponovite to, na dnu jezera je tudi kino. Kot ena zelo pomembna referenčna točka in kino ga ni več, ne? V Šoštanju tudi ni več na novo? Ne, v Šoštanju zdaj neka pač kulturni dom, ampak se zelo redko, ne vrti se zares v Velenju je zdaj kino. Mislim, je pa zanimivo, ker Šoštanj včasih, to nam je Peter Rezman povedal teh stvari, je bil včasih nekak center te regije, tudi sodišče je imel recimo, pa policijo, ampak ker je bilo veliko prebivalcev iz nemškega porekla, je pač veljalo za nemčursko mesto, tako so temu rekli, in potem tudi po vojni so, se mi zdi, tam na bližnjih hribih tudi ustrelili kar nekaj teh prebivalcev, eni so zbežali tudi, ki so bili industrialci,
In potem so pač zraven postavili Velenje, moderno mesto, tako pač mesto mora biti po nekem socialističnem vzoru in Šoštanj so potem pa je precej namerno pustili nekako propadati in itak je bila pa ideja, da se bo potopilo celo mesto, to je bila ideja, da se bo celo mesto potopilo razne elektrane. Na Šoštanj zdaj izgledajo v bistvu malo tako, kot nekaj manj, recimo, Velenjčani, recimo, če jih citiram. Ampak nekako si se rodil tam okoli, povej mi, kakšna je tvoja povezava z mestom, potem pa me zanima, kakšna je od njih povezava z Šoštanjem. Kaj je tebe, recimo, privleklo zraven? Zdaj se pa Zmetek to bo odgovoril. Jaz prihajam sicer iz Primorske, nekako itak smo skupaj začeli to idejo razvijati, ko je Marko prišel s temi impresijami, podobami o tem mestu, ki se na nek način potaplja v jezero, ki nastaja zaradi izkopavanja premoga. Tako da moja povezava s Šoštanjem je nekako nastajala usporedno z ustvarjanjem filma. In se je rojevala zelo počasi sem spoznavala mesto, ljudi, nekatero ljudi je že Marko že prej poznal, pa smo jih že prej obiskali, potem pa počasi samim razvojem z snemanji in podobno. Pa si recimo kot scenaristka v dokumentarnem filmu, skrajno nenavadno sicer, ampak koliko si recimo Marko te lahko dopolnila za svojimi zamislicami? Ja, je bilo to tako sodelovanje v tem smislu, glej, ta tema se mi zdi v redu, gremo naprej raziskovati, gremo brskati, ali je mogoče Marko bolj dejal tisto osnovno nit? Neka osnovna ideja je bila seveda Markova, sploh v bistvu na način, kako je želel povedati to zgodbo, skozi pač zgodbe družin, ne na nek raziskovalen način okoli pač elektrarne in podobno. Tako da, ampak potem pa sama ideja pa se mi zdi, da se je s časoma razvijala skupaj, da smo raziskovali, katere so tiste družine, ki bi bile primerne, da bi sodelovali v tej zgodbi in tako. Ja, v bistvu smo zelo skupaj, no, to. Zdaj, mi smo si potem malo razdelili te vloge, ampak v resnici smo zelo skupaj, je to nastajalo in ves čas v nekem dogovoru od začetka naprej sva z njima veliko sedela. Jaz zdaj mislim, mogoče še posebej, zdaj, ko imamo to čast, da je Sara z nami, ker ponavadi ni na odru, ne, v kakih drugih. Bi si pohvalil, ker je ona res bila ta pridna mravljica, ki je potem 2 leti te posnetke prelagala in pošiljala potem nove kopije, ki smo jih potem vedno znova predebatirali in vedno, ko je ona mislila, da je že fertik, smo še nekaj našli in smo tako vsaj v bistvu strajali, da je nastalo to in mislim, ful vesel, da je pač da je Sara bila pripravljena prevzeti to odgovorno vlogo, ki je tako dobro zrihtala. Okay. Pa potem kar Sari mikrofon predaj, ker namreč med tem, ko si ti noter pogledala film, so mi povedali, da so 2 leti sami sebe prelagali malo okoli glede filma in ga bolj predali tebi, ki si ga uredila, sicer na zelo podoben način, kot bi ga oni, ampak ne čisto tako. Ja, v bistvu je to zadelo tako, da so me poklicali, pa so mi kar dali, zdaj tle imaš Sara 50 ur materijala. Ne, zdaj pa ne nekaj. Zdaj ne bilo čisto, ampak malo je potem bilo. V bistvu sem že zelo jasno videla, pač kakšne so njihove želje, kakšen je stil, ker bom že od začetka zelo razviden. Tako da s tem sploh nismo imeli nobenih težav, no, smo vsi takoj vedeli, v katero smer film gre. Tako da moje bilo pa zdaj samo to vprašanje, kako čim bolj zdaj iz tega narediti. Tako da ja, je bil kar procesom, pa mislim, da smo zdaj vsi veseli, ga pa zadovoljni. Se pravi, dodatni par oči vendar je pomagal na koncu. Absolutno. Marko, mogoče vprašanje naprej, ali ima kdo izpobite še kakšno vprašanje? Dimnikov nimamo več, ampak... Ja, zdravo. Murč, mene zanima, kakšen imaš odnos v bistvu do Šoštanja? Pa koliko se to vidi v dokumentarcu? Tako, če lahko te radi mislim proceno. To je ful težko. Mislim, tako, še eno malo opažanje, recimo, kaj sem tudi gledal Zeleno utopijo, ne? Da se mi je zdelo tako, da si bil ti tako osebno zelo prisoten v pripovedi in je bilo, recimo, čuti od ene zadeve so se ti zdele tako lušne, pa zabavne, ne?
ene zadeve so se ti tam mogoče zdeli ali pa si jih prikazal mogoče malo bolj tragične, ne? Ker recimo tle se mi zdi, da prevladuje tragika. Meni se to ne zdi. To je pač odvisno od tega, kako to dojemaš. Ja, mislim, je na nek način bil to posebej izziv, pa je bilo po svoje tudi težko delati na tak način. Recimo, rodil sem se tam v neki vasi ob Šoštanju in potem sem zelo hitro vedel, da si želim zbežati od tam, da želim iti, ne vem, v Ljubljano, da želim študirati. In to mi je bilo ful hitro jasno, potem pa, ampak sem se počutil na nek način povezanega. Recimo, leta 2011, 2012 smo delali že nekaj, sem v bistvu z neko ekipo naredil umetniško inštalacijo, ki je že takoj na začetku tega gradnje 6. bloka smo že v bistvu opozarjali na nekatere stvari. In potem, ja, tudi kasneje, sem bil angažiran v bistvu v tej smeri in potem, ko sem se lotil tega filma, sem pa v bistvu poskušal čim bolj neutralno vstopati v film, zato ker prav zaradi tega, ker sem na nek način ful povezan, ker sem ful enih stvari delal v Šoštanju in opozarjal na to, da je elektrarna pač nek problem. Takrat se ljudje z mano niso strinjali, absolutno ne. Bili so po mojem vsi totalno jezni, zato ker sem jaz opozarjal na to, da elektrarna je problem. Zato ker so bili vsi povezani. Veliko družin je bilo na različne načine povezano z Tešom. Ne samo tisti, ki so delali, ampak tudi to je cel grozd teh. Ne vem, če ni nekdo neposredno delal, pa je delal njegov brat, ali pa če ni delal za elektrarno, je delal pa za neko podjetje, ki dela za elektrarno itd. Ali pa za rudnik in podobno. In zato sem jaz pač poskušal zdaj čim bolj pozabiti na te neke svoje prejšnje aktivistične posege v mestu in se poskušati nekako zapeljati tem zgodbam, ki jih bom našel. Zato, ker zdaj smo začeli z nekim drugačnim konceptom, ki ga lahko Nina bolj kasneje razloži. Smo mesto razdelili na neke svetove in smo iskali po nekem ključu te ljudi. In potem ta moj odnos do Teša, konkretno, pa se pol vsem kaže. Se mi zdi, da smo najprej film že kar v veliki meri zmontirali brez Teša v celoti, da so bile samo zgodbe teh 4 družin. Ampak se nam je vsem potem zdelo, da moramo povedati tudi nekaj, kaj si pa mi, mislim, kaj je tu problematičnega in kaj si mi mislimo, ker na koncu, ne vem, če ste opazili, mi izklopimo elektrarno pač. S takim majhnim šaltičkom, in je nema. In je potem tudi neka taka daljša tema, se pojavi tema na koncu pred špico. Se pravi, to je bil ta nek naš, recimo, mini avtorski podpis. Vse zato, mislim, sigurno vsak, če se nekdo predstavlja, da začne govoriti neko zgodbo o svojem mestu, je to cel kup nekih spominov, čustev, stvari, s katerimi se je treba potem ukvarjati in ne vem, kot filmar pa pač iščeš nek svoj način, kako to povedati. In včasih ti lahko te stvari pomagajo, včasih te pa ovirajo, zato ker si tudi obremenjen s tem, kaj si bojo pa, ne vem, ljudje, ki mi je mar za njih, pa me poznajo misli, če bom jih prikazal na točno določen način, kako bojo pa to sprijeli in v bistvu potem je treba najti neko svojo pot. Eni avtori rečejo, da najdeš neko avtorsko iskrenost, ali pa pač preprosto moraš se pa s tem soočiti v vsakem primeru. Ne vem, če je to odgovorilo na tvoje vprašanje. Še kakšno vprašanje iz publike? Omenil si beg iz Šoštanja. Mislim, da je skupna točka vseh 4 družin ravno to, da si vsi na nek način želijo zbežati. Nekdo pošlje svoje otroke ven, nekdo si želi zbežati, pa ne more, nekdo beži v šport, kaj pa vem, potapljanje in tako naprej, eni bežijo v knjige. Kako sta iskala družine? Jaz predstavljam, da se bo to videla, oziroma boste povedali, kako ste najdli te 4 svetove znotraj Šoštanja, ki bolj različni drug od drugega res ne bi mogli biti. Ja, v bistvu zelo zanimivo to, da ste omenili ta beg, ne? Ker nam se je na začetku bolj zdelo, da iščemo neke ljudi, ki vseeno kljub temu stigmatiziranem mestu
imajo neko življenjsko energijo in voljo do življenja in ostajajo v tem mestu. Ampak seveda z nekimi željami in upanji na boljšo prihodnost. Ja, to je po nekem ključu smo iskali te družine, to, kar je že Marko prej omenil, izhajajoč iz tega, da v tem mestu stoji ta elektrarna, ki je v naših zamislih nekako razdeljena na 3 svetove. In to je ta spodnji svet, ki je nastal zaradi izkopavanja premoga, pač zaradi katerega je nastalo jezero in katero so se tudi pred časom potopili deli mesta. Potem ta srednji svet, ki je svet neke vitalne energije, kjer so stroji, ki proizvajajo energijo, elektriko, in potem nek zgornji svet, svet elektrarniških izpustov, ki bi lahko simbolizirali tudi neke sanje, upanje in podobno. Tako da glede na te 3 svetove smo potem iskali družine, nekatere smo že poznali, recimo družina Laznik živi poleg Markove družine, Petra Rezmana smo poznali iz literarnih krogov že odprej, potem preko njega spoznali gospod Cvetko, pa želeli smo nekoga, ki bi nas popeljal v to skrivnostno jezero, pa smo Danja nekako izbrskali iz nekih globin. Na ta način smo iskali potem družine. Recimo, ko smo pred časom gledali dokumentarc Roka Bička Družina, smo veliko govorili o avtentičnosti tega, kar je posneto. Se pravi, koliko so te družine bile avtentične pred kamero, koliko vam je to uspelo zajeti in koliko vi sami menite, da so pod narekovaji fejkali? Ja, mislim, nam se zdi, da nekateri deli so zelo avtentični, se pa seveda družine že glede na življenjski stil, nek status in podobno zelo razlikujejo že v tem, ne? In tudi to verjetno je prisotno. Recimo družina Laznik je zelo sproščena, pri njih je bil vedno ta občutek, da ne glede na, ali so kamere prižgane ali ne, oni živijo svoje življenje in se ne dajo motiti. Mogoče katera druga družina je bila že malo bolj zadržana, pa smo mi kot ustvarjalci rabili malo več časa, da smo prišli bliže do njih, smo več srečevanja bilo potrebnih. Tako da, ne vem, nekako smo iskali nek balans. Je pa res, da smo potrebovali veliko časa, da smo se uspeli približati, tako kot smo se jim. In najbrž bi, mislim, najbrž, recimo, Biček je snimal to 10 let, ne. Zdaj, če bi, mislim, mi smo rabili zelo veliko časa, da smo posneli neke ključne scene v filmu, še res na konc, ta zadnje scene, te, ki so ključne, so bile posnete čist na konc, ker so nam že največ zaupali. In če pač imaš časa na voljo, ne, več stvari pač uspeš zajeti in večja je ta neka povezanost, večje je zaupanje in tudi ene stvari se pa zgodijo na ključu, ne. Ker če si ti zelo velik z njimi, ujameš neke stvari, ki jih pač nikoli ne moš predvideti, ne. Da pač ja. Kdo je prišel na idejo, da bi kot sogovornica vključil tudi samo elektrarno? Panzor. Aha, okej. In kako si jo posnel? To si vedel, ne, kaj bo snemal, ko bo govorila elektrarna? V bistvu jaz sem tako nekako pogosto delujemo nek tak mali laboratorij, recimo. Se zato imamo mogoče to tako ime, a to vem. In znotraj tega, ko se je postavilo neko vprašanje, kako zdaj mogoče povezati ta film, prišla ta ideja na plano, nisem je pa jaz snemal. Oziroma snemal kaj, na sliki ali v zvoku. Ja, si predstavil, kaj bo recimo na sliki ob glasu elektrarne. To je bila bolj njuna naloga. Prva ideja je v bistvu bolj korenila v tem, kaj bi bil nek glas, ki povezuje vse te zgodbe, ker elektrarne v sliki se šele na koncu bolj pojavljane. In je bila najprej ideja na papirju. Potem se je pa to prenašalo zelo zložno in počas v realnosti. Na koncu se je še snemalo dejansko, ne, v Šoštanju. To snemanje v Šoštanju imali spali, kot je bilo ilegalno, ali je to nalašč tako, ali je bilo zares ilegalno? Kje v prostorih elektrarne? Ja, v prostorih elektrarne, ko se približuješ, recimo. Ja, ni bilo tako ilegalno. Mislim, kukali smo skozi mreže, to smo, ampak ko smo pa prav zares v elektrarni, na elektrarni, to pa ne boš prišel s kamero brez njihovega privoljenja. Tako da smo se snemali z njimi, da dostanemo. Še zadnja priložnost za vprašanje iz publike, če je kakšno? A ste film že pokazali v Šoštanju? Ja. A kakšni so bili po Šoštanju?
Ja, v bistvu vsi smo bili tudi prestrašeni. Mislim, tudi te protagonisti še bolj, mogoče Peter je šel na skrivaj, predtem že v Maribor sam pogledati film, čeprav smo mu prepovedali, ker smo želeli, da to skupaj pogledamo. Ampak v bistvu so bili na koncu zelo pozitivni odzivi. Recimo zanimivo je bilo, ker so potem slišali od občanov, da so na nek zelo nov način spoznali mesto, ker pač, če živiš tam, ti ne vidiš tega vsak dan. Ne. To jezero je vsem malo stran, mislim, mi smo pač posebej iskali neke zanimive lokacije, ki jih pač ne vidiš. Eni so tudi, ne vem, cel velik del tega jezera je itak zaprt, ker je to v lasti rudnika in ti ne moreš zdaj kar prosto iti tja. Mislim, dajo ti dovoljenje brez problema za snemanje in zato, ker so pač zelo prijazni do novinarjev in itd. Ampak vsem se to nekaj ograje in je zaprto in ne moreš zdaj iti kar prosto, zato ker je predvsem nevarno in se to še vedno udira, se zdaj bilo v medijih velikih tega, ker se to udira. V bistvu smo dobili zelo dobre odzive. Ne vem, pač se mi zdi, da je bil tudi za njih to kar praznik, v bistvu so bili zelo ponosni, da je nekdo njihovo življenje izpostavil. Recimo, prav spomnim se tega, da so bili popolnoma, te lazniki, družina na hribu, so bili popolnoma presenečeni, da bo film, ne da se bo predvajal v Ljubljani, ampak da smo imeli polno dvorano. Niso mogli verjeti, da v Ljubljani ljudi zanimajo njihove zgodbe. To mi je bilo tako neverjetno, za nas se nekdo zanima, ker oni se pač počutijo toliko nekje tam odmaknjene in pozabljene in so v bistvu so dobili ta občutek, no, da se njihov glas sliši. Tudi recimo ta gospod Tinaver, ki Stane, ki na koncu pove to svojo izpoved, da je izgubil službo, on je imel veliko problemov, da to pove pred kamero, ampak v bistvu potem, ko sem se z njim pogovarjal in on tudi ni vedel, na kak način bo to umeščeno v film, zelo jih je vse skrbelo. Potem pa je v bistvu čutil neko veliko olajšanje. Jaz sem bil tak, ki sem povedal, kaj se dogaja. V bistvu je bil na nek način ponosen, da je lahko nekaj povedal, kar se mu je zdelo nujno, da se pač pove. A imaš ti kaj? Marko, mogoče bi jaz nadaljeval, ker imaš najbolj šoštansko perspektivo pravzaprav. Velenčani so recimo Velenjsko jezero zelo tako ponotranjili, to je tam zdaj v bistvu rekreativno področje in tako naprej. Tudi v Šoštanju se mi nekako zdi, da je vse na nek način vse gravitira okoli tega jezera, ali se mogoče motim, oziroma koliko identifikacijskega trenutka ima to jezero za Šoštančane. Ali Bog daje imeno, ali ga mogoče prezirajo, reč ne jezeru. Ja, to v bistvu ne vem, če znam to dobro govoriti. Sigurno nima na isti način kot v Velenju. V Velenju je ta del tam utrjen in je pač ta velenjska plaža, ampak to, mislim, je več razlogov. Eno razlog je tudi to, da je tam v Velenju to jezero res statično, se ne spreminja več. Medtem ko tu v Šoštanu se ta struktura in tam brežina ves čas spreminja. Jezero se pač širi, recimo, jaz se spomnim teh zadnjih, to je sicer že veliko, ko sem hodil jaz tam v osnovno šolo, to so še bile, ne vem, tam, kjer so bile ceste v te neke vasi, ko smo se mi pač tam hodili kot mulci, to zdaj ni več cest, ni ništa, to je zdaj že daleč v jezero. In zdaj to najmlajše jezero je, tam so bile še vse neke kmetije in zdaj se ta, v bistvu nek hrib med Šoštanom in Velenjem. Zadnjič je pač ta pisatelj Peter Rezman neke fotografije je to pogledati, zato ker on je tam v bližini odrastel, tudi njegova rojstna hiša v bistvu v Vesinem domu so živeli, je že zdavnaj pod vodo, je potopljena. In ta nek hribček, ki je bil tak precej, mislim, znan hribček, Ležen se mu reče, je zdaj, pač smreke so že podrli in zdaj so kar hitro pogreza to v jezero. Se pravi, se spreminja, sicer tam del Šoštanja je neka ribiška koča in je zgleda tako nek tak piknik plac, recimo. Ampak se mi zdi, da ne, mislim, ne vem, se mi zdi, da ga niso
zares toliko sprejeli, kot pa Velenje, kjer je res toliko rekreativno. Ampak mogoče se motim, no, zato ker jaz že dolgo živim v Ljubljani in ne vem, nimam toliko občutka v resnici, da bi lahko to. Se pravi, tako to načrt za ongoing dokumentarc, ki bo šel naprej, kar napoveduje zadnje vprašanje, ker je pred nami več kot pol produkcijske hiše, ena banda, me sam zanima, kaj pripravljate za naprej, kaj ti delaš za naprej, kaj nas sploh vsi vi ustvarjate v bližnji prihodnosti. Bom jaz povedal za svoj projekt, ali spem za vajnega. Ne, zdaj nastaja več stvari, končujemo en kratek dokumentarni film Petra Cerovška, potem zdaj bomo snemali en kratek igrani film. Na dokumentarnem področju pa Nina pa Urban skupaj pripravljata film Nedeljska kosila. Se pravi, če ima kdo ful zanimivo nedeljsko kosilo, naj se javi, ker nas zanimajo zanimiva nedeljska kosila. In ta film, po mojem mnenju, pač veliko obeta, bil je sprejet na 2 zelo prestižne delavnice in že dobivamo ponudbe za film, preden smo ga snemati začeli. To je dobro. No, jaz pa zdaj že raziskujem nek nov material za nov dokumentarni film, ki se tiče Južnega toka. To je ta plinovod iz Azerbajdžana do Italije, pač na ta evropski plinovod. In to pa tudi sem že nekaj snemal po Albaniji pa Azerbajdžanu, pa nabiram te materiale in to je še dolga pot pred tem. Ampak ja, pač delamo že nove projekte. In producentka Katja je rekla, Sem mislila, da bo to vprašanje za me, pa se priglastil Marko mikrofon, ampak to je v glavnem to pripravljamo. v redu. Ekipa je z nami še en kozarčku v predverju, jaz bi se vam zahvalil, ker ste prišli, hvala za čudovit film in še en aplavz za njih, prosim. Preden pa vse spustimo na kozarček, še opozorilo 1. februarja še zadnji pogovor po filmu Družina Roka Bička. Gostimo Nušo Rustjo iz Rdečega križa Novo mesto, ki se zelo zavzema za družino, ki je glavni protagonist filma, in pa Alenka Sivka, novinarka revije Zarja, ki je med prvimi pisala o tej družini, tako da vabljeni tudi takrat. Hvala. Jaz sem